Drage dame, cenjeni gospodje, prihaja Mošna Dečva 2016, Nika Kotnik. Dobro večer, Koroška, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji mošta. Prisrčno pozdravljeni na dogodku, ko bomo vaši gostitelji, Sadjarsko društvo Mežiške doline in jaz, ki ste mi lani tak čas zaupali to pomembno nalogo, da sem glas o našem moštu ne le ohranjala in ponesla v svet, pač pa širila tudi znanje in vedenje o njem. Moje leto je kar preveč hitro minilo. Bilo je leto, katerega ne bi mogla opisati le z eno besedo. Prineslo je veliko novih ljudi, krajev ter poti. Prineslo je veliko okusov, znanja, veščin ter kilometrov. Lahko samo rečem, da sem ponosna, da ste mi lani tak čas zaupali to pomembno vlogo. In z veseljem sem zastopala tako izjemne ljudi, ki so zbrani v Sadjarskem društvu, ki ga več kot odlično vodi predsednik društva Peter Račelj. In ga na tem mestu vljudno vabim na oder. Spoštovani gostje, leto je hitro minilo in zopet smo se zbrali na Mošni Gavdi, ki je že 19. po vrsti. Prav lepo vas pozdravljam, vse vas, ki ste si vzeli čas, da skupaj izberemo 19. Mošno Dečvo. Posebej pozdravljam naše župane oziroma predstavnike koroških občin in našo posebno gostjo, gospo Tanjo Strniša. Dobrodošli vsi skupaj. Sadjarsko društvo Mežiške doline aktivno sodeluje na različnih področjih. Ena izmed najpomembnejših nalog je prav današnji dogodek, na katerem izbiramo že 19. Mošno Dečvo. Poslanstvo Mošna Dečva je, da aktivno in uspešno predstavlja koroški mošt, jabolčni sok in društvo po vsej Sloveniji in tudi izven meja. Potrebno je poudariti, da je naš koroški mošt pridelan iz naših koroških jabolk stare sorte. Za dolgoletnim delovanjem našega sadjarskega društva smo tudi mi pripomogli, da imamo danes tako kvaliteten koroški mošt. Kljub dejstvu, da nas že 2 leti zapored prizadela naravna katastrofa, pozeba oziroma žled, ga še zmeraj pridelamo toliko, da se bomo lahko nocoj skupaj poveselili ob naši koroški kapljici. Da pa bomo lahko še naprej uživali kvaliteten koroški mošt, moramo posaditi tudi kakšno mlado drevo, ki bo lahko obrodilo sadove. Kot predsednik Sadjarskega društva Mežiške doline se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji naše prireditve. Naj današnji večer mine veselo in nasmejano, ter tako vsaj za trenutek pozabimo na vsakdanje skrbi. Na koncu naj vam zaželim še prijeten in zabaven večer ob 19. Mošni Dečvi in našem koroškem moštu. Hvala Petru Račlu. Tudi jaz bi se rada zahvalila predsedniku in mu želim še nadaljnjega dobrega dela tako z bivšimi kot bodočo mošno kandidatko. Mošna Gavda je naša tradicija, ki jo bomo zapustili novim rodovom, kot glas preteklosti prenašan naprej na nje. Novim kandidatkom pa želim kajpak posebno in doživeto mošno leto. Moje leto, ki se nocoj zaključuje, je bilo pravlično, vam pa zaželim en lep pravlični večer. In pravlično zagotovo bo. Ljudje imamo radi pravljice, če ne iz drugih razlogov ali vzrokov, ker imajo vse kakšen dober pravličen nauk. In tudi nocoj bomo pisali delček pravljice. In tako kot ni vsako jabolko primerno za koroški mošt, tako ni vsaka korošica lepotica primerna za Mošno Dečvo. Je že res, da smo Korošice izjemno posebne, drugačne, nesporno najboljše in roko na srce tudi kanček pravlične. A vendar ni vse to, kar šteje in kar je najbolj pomembno. Vsaka pravljica ima tudi svoj dramatičen zaplet in glej ga zlomka, tiste najboljše se zapletejo celo z jabolkom. Kot recimo Sneguljčica. V osnovi se je zapletlo že v tem, katerega izbrati. Najbolje bi bilo nezastrupljenega. A kako vedeti, da je tisto ravno ta pravo?
In lahko bi stali pri zrcalu in se spraševali, katera je najlepša na Koroškem. A to, verjemite, ne bi kaj dobrega prineslo koroškemu moštvu. Zato smo ubrali nekoliko drugačno pot. In naša dekleta, kandidatke, pravlične 3, so postale naša jabolka. Iz njih bomo nocoj skušali stisniti tisto najboljše. Najbolj sočno in najbolj žlahtno, kar premorejo. Verjamem, da šele ko se strasti in ko se povreje vse od nocojšnjega izbora, ko se nekoliko poleže in ko se nekoliko umirijo in zbistrijo, postanejo ta boljše. Tako kot koroški mošt. Dobrodošli na že 19. izboru za moštno Dečvo. Žreb je že v zaodrju določil vrstni red. Kako žlahtne sestavine za nocojšnjo moštno gavdo so letos pred nami, pa boste presodili tudi vi sami. In ker je le pravlično število 3, je to tudi število naših današnjih kandidatk za novo moštno Dečvo. In preden jih povabimo na oder, naj predstavim še tiste 3, ki bodo obdeli tudi nad mojim delom. Kot Sneguljčica sem si, da bo v naši nocojšnji moštni pravljici vse v redu, umislila tudi strokovno spremstvo. Namesto 7 palčkov strokovno 3-člansko komisijo. Pa pozdravimo z aplavzom Petro Potočnik, Milana Iršiča in Konrada Dihpola. In zdaj še pravlične 3 jabolka ali kandidatke, kakor želite, iz katerih bomo iztisnili vse, kar znajo. Saj bo že zelo kmalu na vrsti prva igra, zato jih kar povabimo na oder. Prva igra sliši na ime predstavitev. Predlagam, da jih seveda izostreno spremljate tudi vi po svojih kriterijih in po svojih določilih, načelih, saj boste v oceni na lističih podali svoje strokovno mnenje, če želite, ki je zelo pomembno. Glasujete namreč na vstopnicah. Da pa si boste lažje ustvarili celostno sliko, pa jih bomo povabili najprej kar na oder. Takole se bomo šli. Sneguljčica si vse 3 kandidatke pokliče na oder, pa kar storimo to. Prva kandidatka, Urška Bricman. Prihaja kandidatka številka 2, Špela Uran. In še kandidatka številka 3, Estera Kotnik. Torej, drage dame, vnaprej ste si izžrebale številke po vrstnem redu, katerega so jih sledile in smo jih zdajle poklicali na oder. Na vrsti pa je prva igra in sicer imate do največ 2 minuti časa za svojo predstavitev. Kako boste to storile, naredile, je seveda vaša stvar. Jaz predlagam, da to storite pravlično in najboljše, kot zmorete in znate. Seveda začenjamo z Urško, predlagam pa, da se vi 2 usedeta malce nazaj, da bomo res pozornost namenili samo kandidatki številka 1. Evo, kandidatka številka 1, Urška Bricman, spod gore Skotelj, predstavi se. Mikrofon. Ja, danes me doletela ta čas, da sem iz urečke s 3 številkami potegnila glih prvo. Ja, prva moram začeti in sicer sem Urška Bricman, prihajam iz Kotelj, iz majhne vasice, tam pod Uršlo goro. Ja, pod goro. Tam na vsaki avžngi iz vsake kleti prijetno diši po moštu. Ja, vsi ga imamo radi, tak, ko vi ga imamo tudi mi, Podgorci. Vsak ga rad rukne en kregl. Prihajam iz kmetije. Po domače se pri nas reče kar pri svetnetu. Vsi ziher poznate tisto Kamnikovo, svetneči gašper. Ja, pravijo, da naj bi gašper živo tam pri nas v kašti. Nekaj vam bi pa še povedala. Pri naši bajti vina kaj dosti ne poznamo, zato ko mošta vsako leto dosti imamo. Če pa mošta dosti ni, ti pa šnaps ponudimo mi. Testi pol pa kolene posekati. Poje pa pot, tam z moštne kleti, malo bolj dolga. Ja, včasih se vleče. Jaz bi danes rada med vsemi vami pozdravila svoje navijače. S sabo danes sem pripeljala svojo družino
Nekaj je tudi sodelavcev in seveda svoje prijatelje. Za konc, jaz upam, da vam bom všeč, da bom igre šle tako kot pa besede. Povedati znam kaj bolj, kako se pa zigram zgodbo, pa ne vem. Rada bi vam še pa povedala samo tisto od pokojnega Tonija Puhala, ko je napisal tako lepo pesmico v mošto. In šla je pa, prebral vam bom pa samo en Urška, stavek. žal se je tvoj čas 2 minuti maksimum že iztekel, tako da bomo tole apohalo. Stavek, dajmo ji en stavek. Pri moštvu se srce odpre, naj mošt se dan slavi. Hvala. Oprosti, Urška, nisem jaz, ampak Ura. In nadaljujemo še z eno deklico, ki sliši na ime Špela, kandidatka številka 2. Dajmo ji zaploskati za pogum. Špela Uran, kandidatka 2 iz Podgore, Skotelj, predstavi se. Zdravo, Špela sem, en tak ubilen cvet, ko čaka še poba pravih let. 19 pomladi imam, Podgori pa je moj domači hram. Zdravstveno šolo sem obiskovala, da bi enkrat lahko injekcije dajala. Ko sem mala pa, sem večkrat sosedu šla, pa so me čebele v glavo napikale, tak da so oke koma vidle se. Letos smo naredili okolo grunta asfalt, tak da lahko gre mimo tudi tist, ko ima na sebi guant. Pri popečniku se po domače reče, moja bica pa najboljš pogačo speče. No, zdaj v šiti noriji ne vem, a bom živela na kmetiji, saj moj brat v Šentjuru se poučuje, tak da naj on podeduje. Naša kmetija pod Uršlo leži, kjer je veliko veselih ljudi. Jabolk pa vsako leto manj na drevah visi. Mleko smo letos erali dajati, pa vseeno je treba zgoda ostajati. Hodo pa je, ko večer gavda zavleče se. Zdaj pa da vam pokažem, kako Podgor izgleda gavda. Pobi, prosim. Bravo, Špela, odlično si tempirala tudi svoje 2 minuti in jih odlično izkoristila, celo tako, da so tudi nas zasrbele pete. In pred nami še predstavitev kandidatke številka 3. To pa je Estera Kotnik. Estera prihaja s Pameč iz Slovenj Gradca, natančneje, več pa nam bo povedala sama kandidatka številka 3. Estera Kotnik, predstavi se. Dober večer še z moje strani, Ana. Danes me spremlja moja družina, ko ponovadi tako vedno zamujajo, ne? Pa moj fant je zraven, tako da ja. Zdaj se pa še nakratko predstavlja, ja, ko me še ne poznate vsi. Sem Estera Kotnik, prihajam iz Pameč, le kam ta svet beži, stara sem že 22 let. Imam 2 brata in 1 sestro, zato je doma vedno pestro. Kadar mi je dolg čas, kot blisk, moj fant Davorin prihiti na obisk. Prihajam s kmetije, kjer vedno sonce sije. Zato imam sadja vsako leto obrodi, da celo zimo nismo žejni mi. Sem prijazna, poskočna, vesela in imam veselje do kmečkega dela. Že od nekdaj sem rada seno grabila, zato sem si na državnih kmečkih igrah 3. mesto grablice prisvojila. Srednjo zdravstveno šolo sem končala in medicinska sestra postala. V prostem času žoga, rolari, kolo. Naši najboljši prijatelji so
za vikend se na veselicah fajn imamo, saj vsi dobro plesati znamo. Bravo, Estera. Če si mislite, da je to preprosto, pomislite še enkrat. Bravo, punce, super ste se odrezali, res so bile super. Prebili smo torej led s predstavitvijo in s prvo igro. Dajmo jim en velik gromozanski aplavz. Za vse tri kandidatke, torej za kandidatko številka 1 Urško Bricman, za kandidatko številka 2 Špelo Uran in kandidatko številka 3 Estero Kotnik. No, da se punce malce navadijo in aklimatizirajo na oder. Ne vem, če ste vedeli, ampak obstaja tudi praktičen razlog, zakaj mošt na dečva ni mošten pop. Ker povprečna ženska na dan izgovori okoli 20.000 besed, moški pa kar 13.000 manj, kar je občutno premalo za opisati nekaj tako odličnega, kot je koroški mošt, kaj ne. Ga pa moški nedvomno spijejo več kot me, tako statistika oziroma tista domača, ki jo beležite, verjamem, tudi dame v svoji kleti, ali pa tista, ki jo beležimo ob šanku, ko se radi gospodje pohvalijo, koliko ga nesejo. In pijajo ga tudi rakuni, ne tako kosmati, no ja, tam so še kar kosmati, sploh zdaj so si umislili te zimske kožuhe, pa november je še zmeraj. Etno skupina Rakuni deluje že 6 let kot sekcija folklornega društva Holmec, igrajo na razne pripomočke in iz kmečkega orodja poskušajo izvabiti takšne glasove, da jih lahko povežejo z glasbo. Ker so prijatelji in ker uživajo v nastopanju in dobri glasbi, jim nobena ura vaj ni pretežka. Lani so posneli svojo prvo zgoščenko, nabira pa se menda že material za novo. Najbolj so veseli nastopov pred publiko, saj radi igrajo in pojejo za dobro voljo. So pač Korošci, kaj ne. Že spoštovani Mitja Šipek je nekoč zapisal: ni ga Korošca, ki ne bi znal pet, pa devat, pa juckat, no, taki so tudi Rakuni.
goro, da ledom nikoli še ni bo. Ani bi šparali, nimajo šim, da drugi bi lumpali, častili vsim. Jaz sem pa posredi si miro vzal, ne jamram, ko divam, pa pijem nomao. Oj, sluteju Bogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepoto vse gre. Korošci smo z mirom za mušter bili, na svetu ni boljših ljudi. Dviga korosa, da ne bi znal pet, pa delat in ljudska, pa ljubit svoj med. Al kadar boš miru, slovo je mat, nobene po paru si bil delegat. V Sadboleriku je bil en fajn dek, je pa pupu, pa mol je zapet. Oj, sluteju Bogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepoto vse gre. Korošci smo z mirom za mušter bili, na svetu ni boljših ljudi. Korošci smo z mirom za mušter bili, na svetu ni boljših ljudi. Hvala lepa, Rakuni. A zdaj veste, o čem sem govorila, ko smo govorili o kosmatosti? Ste jih zapazili? No, ženske sicer rešujemo to čast, kar se tiče kosmatosti. Za nas sezona britja nikoli ni mimo, nimamo zimsko neobritih nog ali pač ali kako že. To je samo potuha. Mi pa že hitimo dalje, preden nas prehiti kakšna decembrska trojka namreč. Trojka, na katero zdaj ta hip polagamo vsi svoje upe, to so Miklavž Božiček in Dedek Mraz. Zagotovo že vneto pesnite svoje želje. Vem, da bi Korošci pravzaprav potrebovali marsikaj. Potrebujemo v prvi vrsti dobro orientacijo, da se sploh znajdemo na Koroškem, potrebujemo dober sistem prilagajanja na nadmorsko višino, saj nekateri živimo na nadmorski višini višji od povprečne za naselja v Sloveniji. Potrebujemo nekaj novih delovnih mest, pa nekaj dobre spodbude, da prodrejo naše ideje v svet, predvsem pa potrebujemo veliko potrpljenja, da pridemo od nekje do nekod. Vem pa tudi, česa ne potrebujemo. Ne rabimo ekstra moštne ceste. Vse ceste na Koroškem so kot bi bile moštne. Še kar kunštih je za narediti, še bolj kunštih je popravljati, vijugaste so in kislo se držiš. Če ne prej, pa pol, ko končaš vožnjo. Tako da ob navedenem moštna cesta že sama ideja zveni kot tretje oko v glavo, kar pomeni, večkrat razmišljaš, da bi ti prišla prav, a kaj ko ne zgleda lih lepo in o njej lahko samo sanjaš. No, pri naslednji igri verjamem, da bi tretje oko še kako prav prišlo našim kandidatkam. Igra se namreč imenuje Vrži obroč, dodajam k naslovu te igre in Zadeni. Kmalu boste izvedeli, za kaj gre. V igri tekmuje vsaka kandidatka posebej, torej posamezno. Tekmovalka bo vsaka prejela 5 raznobarvnih obročev. Naloga tekmovalke pa je, da stopi za označeno črto in na pano, na kaveljček, katerikoli kaveljček, vrže obroč. Tekmovalka prejme točko, ko zadane kaveljček. Obroč pa se mora kajpak na kaveljčku tudi obdržati. Vsak zadet obroč prinese tekmovalki 1 točko, igra se točkuje z največ 3 točkami. Maksimalen čas je 1 minuta metanja, kar pomeni, da lahko teh 5 obročev mečejo točno 60 sekund. In naj samo dodam, da so tekmovalke to igro preizkusile že pred tekmovanjem. Urška Bricman, kandidatka številka 1, pridi malo sem. Malo so en klepet dol udarili. A sta se zmenila, kaj pije kdo, pa kdo bo prinesel?
Aha, dirka bo, pravi Urška, pridi malo bliže k meni, pa mi najprej povej, ti si že poskusila to igro v zaodrju, kako bi jo ocenila? Tako da nobena od nas ni trofa, kaj pride, tako da mu tole po moje kar preglihi. Ja, kako je izgledalo, ko sem prišla jaz v zaodrje, one so trenirale v tem in klele ko kaki stari holceri. V glavnem ni jim šlo lih od rok. No pa da vidimo, Urška Bricman, 1 minuta je tvoja, dajmo ji zaploskati za spodbudo in naj se jih čim več obdrži. Dajmo! Navijači, vi pa kar navijajte za njo, se zato vas je pripeljala s sabo verjetno, ne? Ali zato, da ste lepi pri mizi. Urška, pravijo počasi, en kup enih nasvetov imajo, polni, sami strokovnjaki, zdaj vem, zakaj si jih pripeljala. Pravijo višje, pravijo počasnej, pravijo bolj močno. Ena gospa je rekla, da ni tako enostavno, ko zgleda. Pa hilat moraš bojda. Vidim, da je prepoznala glas, ok. Koliko še pa imamo časa na voljo? Še pol minute, 30 sekund, kar v miru, Urška. Imamo čas. 30 sekund še. Zaenkrat, kot vidite, se kavlčki ne dajo, Urška pa seveda tudi ne. Sej bi dal človek kak pameten nasvet, pa še 10 sekund, pravi naša štoparica oziroma gospod štoparica. In verjetno odštevamo zadnjih nekaj. Stop, takole zdajle smo zaključili in končali tam, kjer smo začeli. Brez kletja tokrat za spremembo. In kandidatka številka 2, ti, Špela Uran, kako je pa tebi kaj šlo? Ni šlo. Ni šlo, no pa da vidimo, dajmo navijači jo malce podpreti. Špela Uran bo zdaj, njena minuta se začne, 3. Evo, zdaj bomo z nasveti, kje ima Špela navijače, dajte malce roke gor, da vas vidimo, v kjer konc ste se dali, skrili. Špelini navijači, kje ste? Aha, tamle ste. So, nekje so, legenda pravi, da si nekoga pripeljala s seboj. Slišati jih namreč ni še tako zelo. Aha, bojo. Špela, kar višje pravijo. To vidimo, ja, da ne gre. Dajmo ji zaploskati ali pa nekaj. Ja, ima kako fajn pesem rada, recimo, da bi jo spodbudilo, dajmo ji pol zapet ali pa kaj. Blizu. Zdaj le bomo pa prosili enega, da nam pobere tole. Super, odlično. Tako boste še vi pokurili kako kalorijo pred večerjo, kar niti ne bo slabo. In še imamo nekaj časa. 10 sekund se izteka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudi tukaj smo končali v drugo. Kavlčki vsi ni žalostni. Saj bi se obesili navzdol, pa so leseni. Takole in še kandidatka številka 3, Estera. Estera, pridi malo bliže, a imaš ti kako posebno taktiko? Ne, nimam. Imaš, ampak kakor vem, ti je pa nekako šlo. Pač tako bolj. Ajde, dajmo, držimo pesti, kje so Esterini navijači? Aha, tukaj so. Evo, dajmo. Estera, tvoja minuta se začenja zdaj. Saj lahko dihate, navijate. Evo, Estera, enega smo že prišteli. In Estera meče dalje. Naj povem, da tudi v zaodrju je Esteri kar dobro uspel ta met. Estera, tudi tebi isti nasvet kot ostale, malo više, pa že drugi obroč. Zgleda ful simple. Tretji obroč za Estero iz Pameč. Še pol minute, sem zdaj se je že tudi ta pol minuta zaključila. Še več krogov, bravo. In še meče Estera še ni zaključila. Estera skozi stavi na isti klin, to je to, tako so nas učili. Moraš biti 10, 9, evo, to govorim, da bo se iztekel počasi tudi čas. Smo? Stop, takole. Minuta se je iztekla, hvala lepa Esteri. Jaz sem vmes toliko govorila, da sem vmes izgubila rdečo nit, koliko jih je nametala. Zdaj bom verjetno izvedela ta rezultat. Zdaj za kandidatko 1, Urško Bricman, smo videli, da ni šlo. Nič. Kandidatka številka 2, Špela Uran, tudi nič. Estera jih je pa nametala koliko? Spoštovana komisija? A vi ste jih šteli, ali smo se? 4. Aha, ja, ker če se odbije in ne ostane, potem je, ok, 4 smo priznali. Ok,
Dajmo zaploskati, 4 kline, super, bravo. Odlično, zdajle vodi naša Estera, kar se tiče te druge igre, ne vem sicer, kako so se odrezale pri predstavitvi, te strokovne točke še dobimo seveda ob koncu. Naj pa še enkrat opozorim tudi na vaše glasove, na glasovnice boste zapisali številko kandidatke, za katero glasujete, posebna komisija pa bo, ko bom seveda naznanila čas za to, glasovnice tudi pobrala in jih preštela. In veste kaj, razmišljam tako v tem času, zdaj ko so dekleta metala, kako je različna percepcija 1 minute, včasih se minuta zdi kot cela večnost in tako se včasih sama ujamem tudi v razmišljanju, kaj bom, ko bom stara. Ko bom stara, bom zapravljala zase, čas in evre, ko bom stara, se bom posvetila svojemu veselju in predvsem, ko bom stara, bom zdrava. Tako sem sklenila, ker bom že poprej iz preventive spila kak deci ali 2 mošta za zdravje. Jaz verjamem, da boste to storili tudi vi iz preventive. S starostjo pridejo tudi pozabljivost, slabovidnost in gluhota. Predstavljajte si, kako je, ko se srečata na pol gluhi in slepi ženici. To nam bosta prikazali Jožica Pšeničnik, po domače Hribernikova, in Erika Plešivčnik, po domače Bučeva iz Libelič. No pa pojdimo na izlet v Libeliče in v stara leta. No, Era, kom pa graš? Kaj? Barava sem ta, kom graš? Boš morala bolj glasno govoriti. Jaz čudno burno čujem, jih imam pa ja že blizu 90. O, saj jih jaz imam tujko v 90. Ja, a taj smo pa v šovu kup hodili, samo tega je že čudno dolgo. Ja, ne spomijam se. Pa jaz tak nisem hodila vejko v šovu, ko pa ni bilo cajta. Ja, kom pa graš? Ja, v družbeni dom na rojsten dan. Doma rojsten dan. Čaj, sem že čist pozabila. A ja, a na žvohnica. Ja, kejko je pa taj stara. O, Marija. Pol manj pa že, ko pa jaz. Ja, kom pa ti graš? Ja, saj ne vem. Ta mladi me boj nekam pelali, kom že, mogoče bo kaka proslava, kje? A ja. Lepo vreme imamo. Kaj? Lepo vreme je. Ja, pa toplo je tuj. Ko pa kiš tak šroješ, saj jaz pa jo nisem gluha. A ste prva že prešali? Kaj? A ste že prešali sodje? Ne vem, ta mladi neki devajo, pa mi nič ne povejo. O, te pa že poveje, samo ti ne čuješ. Kaj? Ja, gluha si. A vi ste pa že vse sprešali? Ne vem, nas doma zmer nekje ropotavko v vogu, pa bolj slabo vidim, pa ne vem, s kjerami mašinami delajo. O, lep guant imaš, a kom graš? Ja, tam ode me bo nekam pelali. O, ti imaš pa novo pluzno, a ti tuj kom graš? Ja, v Prevale, tam bo neki. Ja. Pa ne vem, a bo proslava ali pa igra. Jaz tuj tek rada gledam igre, še posebno, če so smešne. Ja, kak jih pa gladaš, če štek burno vidiš? Tiste pa že vidim, ko skočejo po odru sem pa tota, pa čujem jih prav dobro. Ja, a veš, jaz tu igram zmirn že eno uro prej notru v dvorano, pol se pa usadem v prvo rižo, pol pa nekaj že čujem, pa vidim jih. Ko bi pa tu malo bolj glasno govorili. No ja, daj bomo pa kar kup šli, pa se ma obe kar v prvo rižo usadli. Pol ma pa fajn videli, pa čuli. Ja, nas je pa tak lep dan. Kaj? Ja, lep dan je nas. Ja, pa toplo je tuj, meni paše, če je bolj toplo. Ja, meni tuj, glih prav toplo je. Kaj pa ki prvom delate?
Jaz nič, ta mode pa meni da prešaje. Sem čuva, kak jabke melejo. Kaj devajo? Prešajo. Do? Ja, naši ta mode. Naši ta mladi, to je neki devajo. Samo meni ne povejo kaj. Ja, da ti povejo, samo ti nič ne čuješ, ko si gluha. Ti boš meni govorila, da sem gluha, ko si že sama na pol slepa. No ja, smo pač ubije tak stari grotali. Ta glavno je pa tiste, da smo še pri pameti ta pravi. O, tiste pa, jaz se še vsega tak spomijam. Ja. Najbolj pa tiste, kak je moj Duško k meni v svate hodo. Jaz imam še tudi tako dober spomin. O, kak je bo ušno, ko smo hodili na gaude. Tak smo rojali čudno, kak je bo fajn. Al, kak je bo ušno. Zdaj še ta mladina pa sploh ne raja venč. Ma kje pa, samo sedi pri mizah, še pravhaj se ne med sobo, samo vsak svoj telefon, pa pik, če boš tak delaj, pa neki mohaj, ali? Pa kar tek nekaj gr potegujejo. Alda, ti si čuva, zdaj ima mrli pa jed, moji že tam čakajo. Pa tvoji so to izravno. A res? Grama. Ja, kom pa taj gramo? Jaz ne vem, je tako vseeno, kom, saj bo inoma že povedali. No, taj pa kar grama zot. Če bi mošt imeli Ljubljančani, bi imeli na gospodarskem razstavišču najmanj teden mošta. Če bi mošt imeli Primorci, bi osmice obrnili za 90 stopinj in bi postale neskončne. Če bi mošt imeli Gorenci, ne bi za njega povedali nikomur. Če bi mošt imeli Štajerci, bi bil najmanj dvakrat močnejši. Če Dolenci, bi res v sredi vsakega krožišča stala ena majolka, po možnosti polna. In če bi jaz bila moštna dečva, bi mošt imel svojo pesnitev. No, za vsak slučaj sem prepesnila pesnitev in jo posvetila moštu. Mošt meni paše, iz vrča ali flaše. Lahko tudi iz glaža, ni važna embalaža. Mošt popi za živce, pozdravi tudi lažnivce. Če delaš kdaj kot bider, pozdravi muskel fiber. Nagni mošt zažejo bogat z antioksidanti, da dobro dene, tak vsi dobro vejo, zato ga pije vsak, ženske in tudi fanti. In če kaj, mora biti moštna dečva tudi en konc kraljice veselice in rim. Zato je dobro, da ima kakšno teoretično predznanje, kar se glasbe za zabavo tiče. Pogosto jabolko spora na veselici je, čuj, a ti slučajno veš, katera pesem je to? In potem se zapleti vrstijo. In da se tej težavi izogneš, moraš poznati nekoga, ki pozna veliko pesmi in tudi naše moštne kandidatke jih poznajo. V igri bodo tekmovale vse hkrati. In zdaj bo sledil en tak mega miks z nekaj sekundnimi prekinitvami, torej tišino, v kateri boste vi razmišljale in pisale. Zavrteli bomo 20 sekund ene pesmi. Naloga tekmovalke je, da na list papirja zapiše original izvajalca skladbe in naslov skladbe, za kar ima na voljo 40 sekund, torej skupaj minuta za eno pesem. In na to, kar takoj brez premora, sledi druga pesem in tretja in četrta in tako vseh 5. Čas za razmišljanje skladbe, kot rečeno, je 20 sekund po 20-sekundnem predvajanju in potem še 20 sekund, da se skupaj zapiše in spravi na papir. In pravilno ugotovljen naslov skladbe in izvajalca prinese 1 točko. Tekmovalka, ki doseže najvišje število točk, dobi 3, ostale ustrezno manj, glede na zbrane točke. Največ točk bo dobila kandidatka, ki bo pravilno ugotovila izvajalca skladbe in naslov skladbe oziroma čim več le-teh. No, punce, kako ste kaj s svojim glasbenim predznanjem? Kako nam gre? Pridite malce bliže. Mene so tokrat dali na žico, da ne morem zbezlati predaleč, kar se mi rado zgodi. Prosim kandidatko številka 1, da pride malce k meni, jaz bi te rada samo nekaj vprašala, Urška, če utegneš. Urška, a si kdaj kaj igrala, si se kaj učila, kakšnega inštrumenta? Ne, ko nisem glih glasbeni talent, zato imam brata. Poznaš pa dosti pesmi?
Ja, na Gavdah znam skoraj vse na pamet. Super, to ti utegne koristiti. Kaj pa ti, Špela? A ti kaj špilaš, rada se zavrtiš, kot smo videli? Ja, to plešem, ja, špilam pa ne. In pol poznaš tudi skladbe? Ponavadi, ja. Ok, v katerem svetu si bolj doma, v katerem žanru, narodno-zabavne pop, kakšne skladbe? Domača. Ok, bomo videli. In še kandidatka številka 3, Estera. Estera, ti imaš tako eksotično ime, da me prav skrbi. Kje si dobila najprej ime? Mama mi ga dala. Odlično, mama, super si to našla. Ti, a se pa znajdeš kaj v svetu glasbe, kaj igraš? Ne, nič ne igram. Nič ne igraš, znaš pa kjero zapet? Ne. Ok, še dobro, da so ji klini šli, a ne? Dajmo zdaj stisniti zobe in pesti za dame, saj bomo pognali. Torej, opozarjam vas, da slišimo pesem 20 sekund slednje in potem 40 sekund vi pišete in razmišljate in potem sledi že naslednja in naslednja in tako brez premora, ok? Smo pripravljene? Pa dajmo, 3, 4. Nič nam ni crknilo, zdaj imajo caj, da pišejo, ali? Še. Tukaj nič ne piše. Tamle piše nekaj, pa tamle piše nekaj, pa ne vidim. Zdaj le ful prav pride, če znajo kaj prebrati z ust. Je pa res, da je taka tema v dvorani, da... Estera še kar, pa drugač. Urška in Špela pišeta nekaj. Aha. To je bila torej druga pesem. Tretja pesem. Zdaj so vse tako zatopljene, da jih ne upam motiti, pišejo. Tretja je bila tole, čakamo še 2. Same fajn pesmi, a ne? Vse zvenijo znano. Razen Esteri. Esteri se ne zdi. Estera te pa vsaj kaj nariši, da ne bo čist prazno. Ne vem, mene recimo. Da ima nekaj zrihtati, no. Ostali 2 ste nekaj napisali, se je tudi Esteri se je nekaj utrnilo vendarle.
Vidim, da rabi malo spodbude. Še sledi 1, tako. Ti si včasih malo čudno, malo avšasto dekle. Jaz poskušam neutrudno, da bi saj spremenil te. Ko plačujem ti večerje, sa sladkobna si z menoj, da bi ne letelo perje za te sesto. Ja, tale je bila 5. Ester, jaz mislim, da bo ta gospa v prvi vrsti, na prvem sedežu, verjetno kakšen krč, ki je dobila, ker ti tako krčevito želi sporočiti, pa nekako se ne da, Estera, ne da se. Še imate časa na voljo za razmišljanje, koliko natančno mi bo povedal gospod Štoparica, pravi še 10 sekund. Jaz sem ful slaba za imena, se upravičujem, ampak se bomo vsi vedeli, o kom govorim, ko rečem, da je gospod Štoparica, ne? Konec, tako, čas se je iztekel, 5 pesmi smo slišali, kako bomo zdaj strokovna komisija, a bomo podali kakšen vmesni rezultat ali ne bomo povedali? Bomo. Aha, zdaj se je gospod Štoparica prelevil v gospoda preverja, kaj je prav. Gospod preverja, kaj je prav, ima tudi rdeč kuli, ne samo Štoparico, res se je opremil še bolj kot jaz. Nekaj je šlo. Ni bilo kakih minus točk, Urško. Ne. A še jaz imam manevra. Zdaj bom prosila, da en stopi do mene od komisije. Bo? Aha, ok. Tudi tukaj preverjamo, kako se je odrezala Špela. Špela se rada zavrti. Kako je šlo? Kar nekako, ne? V redu. Gospod Štoparica je ratal gospod Kisla faca, ko je videl Ester in papir. V redu je, poglej, no, kar je napisala, je bilo prav. 3 točke, evo, pa tako, bravo, bravo, super. Odlično, drage dame, komisija, a bomo povedali, kako dobro so se odrezale v tej igri ali ne? Milan priskakljaj, no. Vse bi jaz prišla pa. Dlje do črte ne morem, glej Milan, pridi. Lahko mi pa zašrajaš, pa bom šrajala naprej. A, Petra pride, evo. Kako smo zrihtali? Torej, kandidatka številka 3, Estera, je ugotovila 4 točke. Okej. Urška, kandidatka številka 1, ima 8 pa 2, 10 točk. In še Špela, 9 točk. Ni bilo tako slabo za vse, ki ste se pa šli v gibanje zraven. Naj povemo, torej ne razkrijemo misterij. Prva je bila Kam le čas beži, 4 kovači, druga Alpski kvintet in čas počitnic, tretja Modrijani in Rokmi, četrta Alpski kvintet in čez Ljubelj in 5. Poskočni muzikanti in Adijo madam. Tako torej, dobro jim je šlo, dajmo jim zaploskati še v tej igri. Kot se kaže, se lahko obrnete na nje na veselici, ko nam bo v nadaljevanju igrala naveza, če boste v zadregi, kater komad se vrti oziroma kaj špilajo fantje, vam bodo punce očitno dobro svetovale. Sobota je idealen ali pa najboljši dan v tednu za tekočo problematiko, seveda pod pogojem, da govorimo o tisti, ki je primerno ohlajena, ki pa naj jo v nadaljevanju spremlja še nekaj prave glasbe. Zdaj smo vam naredili nekaj lušt z narodno zabavno muziko, kaj ne? Zato na oder v nadaljevanju prihaja komaj 12-letni harmonikaš, ki sliši na ime Janez Kumer. Je evropski podprvak v diatonični harmoniki in ima tudi več zlatih priznanj z različnih tekmovanj.
Dajmo zaploskati in pozdraviti Janeza Kumra.
Odlično mu je šlo, kaj ne, super skladbe. Pila sem že sladkega, pila sem samo hruškovega, lesnikovega, res kislega, prosojnega, pa motnega, celo takega z oljem. In ta pravi virt na Koroškem ga ima doma, magari nafehtanega, magari v 6. štuku na Čečovju, ampak maga pa. Danes pijemo Račlovega, najboljšega. Jaz verjamem, da vam bo žlahtna kapljica teknila in dobro dela. In ne glede na to, da je moštarjem kraljica lesnika, je meni osebno najbolj všeč tepka. Ja, vem, tepka ni jabka, je hruška, kar se oblike tiče je že top, se spominja na žensko z oblinami, a ne. Prežih nam je tudi pravil Korošicam, da smo hruške, saj veste, če imaš bedra pa ta zadnjo, pol je bilo kaka super hruška si. In tepka je sploh kul, naj vam pojasnim zakaj, torej ne vam pojasnim z razlogom. Bolj ko je nagubana, bolj ko je stara, slajša je in boljša je. Ha, super zveni, a ne? Čeprav super bi zvenelo, da bi kdo kdaj kaki ženski tepki povedal, da starejši in bolj nagubana, ko je, bolj je sladka in lepa in bolj uporabna. Meni je sicer izredno všeč že dejstvo, da je tepka ženskega slovničnega spola in vsaka podobnost je zgolj naključje, kajpak. Ampak roko na srce, je pa že lepše slišati, če ti reče, da si rožica kot pa tepka, ne? In sem za ziher izbrala raje rožico. In to je tudi ime igre v nadaljevanju, ki se pripravlja. Zadnja igra nocoj. V tej igri tekmujejo vse 3 kandidatke hkrati. Kandidatki pa pri delu lahko pomaga tudi pomagač, ki so si ga dekleta že izbrale, torej so že naredile izbor najžlahtnejših, torej se jim boste kandidati pridružili. Pa dajmo kar na poskok, vse 3 kandidatke imajo svoje pomagače, a ne? Torej pridružite se pomagači, ki so jih dekleta izbrala sama, še enkrat pojasnjujem. In preden pojasnim še igro, kako bo potekala in zakaj bo šlo, takole nekako. Kandidatki bo pomagal pomagač, desna roka je tisti, ki ga je izbrala sama, torej so lahko jezne v končni fazi samo nase. In tekmovalka mora iz delov, ki jih je prejela in so tukaj na tleh pred njo, izdelati leseno rožo, kot jo vidijo tamle zadaj pri napisu izbor moštne dočve, vidite eno lepo rožo. No, takšno rožo morajo narediti dekleta. Iz delov, kot so cvet, deblo rože, list, žeblji in čas izdelave je trik, 1,5 minute. Torej 1,5 minute oziroma 90 sekund imajo časa. Ocenjevali pa bodo, oziroma natančneje Milan Iršič bo ocenil izgled in torej kako zgleda in tista, ko bo najlepša, ki bo po mnenju strokovnega komisarja, torej Iršiča, dosegla največ točk. Najvišje število je 3 in najlepša izdelana je tista, ki se bo približala tej točki. Ostale seveda manj, ustrezno manj. Seveda bojo morali biti enakomerno razporejeni listi, lepo zabiti žeblji, tako da ne preveč hiteti na račun izgleda. Dobro, če smo pripravljene. Dame, ste pa right, vidim, da že potekajo ena kratka usklajevanja. Smo se uskladili? Dajmo na 3, 4, zdaj, 90 sekund teče. Takole, tukaj so že pobrali vse ustrezen material. Milan, mogoče bi vi malce stopili k meni, pa mi sam povedali, kje je največji trik? Kje je trik? Na kaj morajo najbolj paziti? Da je roža pač čim bolj simetrična, taka, kako je muštar v zadnji, da uporabijo vseh 15 žebljev, kolikor jih je noter v tistem lončku, pa v glavnem, da rožica lepa, da ni. Ok, torej Milan, vi kar spremljajte, kaj se dogaja. Mi pa jim dajmo malce spodbude s kakšnim aplavzom. Sploh ne upam preveč blizu, ker imajo pa le orodje v rokah. In so kar močni, sodeč po tem, kako skače oder. Minuta je že mimo, še 30 sekund imamo na voljo. Torej, dragi, 30 sekund se odšteva. Ampak kar dobro gre, saj tukaj, kolikor vidim, so lističi že parajt. Dajmo jim še malce zaploskati. Zdaj smo pri
minuta 20, še samo 10 sekund. 10 sekund teče in bomo odštevali 4, 3, 2, 1. Minuta in pol je končana. Rožice so izdelane. Zdaj bo seveda Milan uporabil svoje strokovno znanje. Milan, kako nama kaže? Ni nekega strokovnega znanja potrebnega tu. Mislim, da so rožice zelo lepo sestavile. Pač tekmovalka oziroma par številka 1 je tudi prvi vzdignil in je zmagovalec. Par številka 2 je prav tako pribil vse dele, se pravi drugo mesto, in par številka 3 brez stebelnih listov, se pravi tretje mesto. Je tudi lepa, ne, pravi Estera, seveda je lepa. Zelo. Estera, veš kaj, če ne drugega, jaz bom imela leta 2021 40, pa bom rabila eno rožico. V redu bo, a ne? Bomo napisali eno cifro not. Dajmo en velik aplavz, torej par številka 1 je prejel 3 točke. Daj ti, mladenič, primi tole mojo rožo, ko jo pol neseva seboj. Potem par številka 2 je prejel 2 točki in 1 točko zadnji par. En velik aplavz. Zdaj bom pa jaz prosila še enkrat, da mi dame pridejo malce bliže, preden se posvetimo spet malce glasbi. Urška, kandidatka številka 1, prosim, pridi mi nekaj pojasniti. Pridi. Urška, najhitreje ti je šlo, a je to kakšno posebno znanje? Zgleda, ima bratranc tega grdo, me kar po prstah toliko. Bratranc, ok, zdaj si mi razkrila že drugo vprašanje, koga si izbrala za pomočnika. Ja, to je moj bratranc Ožbe. Pač večkrat pride k nam na Užngu kaj pomagati, zato smo zdaj tudi vedeli, da je pravi, da lahko pride na oder. Odlično. Hvala Ožbi tudi za Urško, ki si ji prislužil 3 točke. Lahko se sedeš, Urška. Špela, pridi ti k meni malce bliže. Špela, kdo je pa tebi pomagal, koga si izbrala? Meni je pomagal pa prijatelj, Nejc. Skozi deva, v Goši, na Pavrniji, tako da vem, da je ta pravi. Se je tudi kar dobro odrezal s to rožico? Ja, priden. A tvoji nohti pa prsti so še celi? Vse celo, zaupamo. Odlično, hvala lepa tudi tebi. Špela, super ste se odrezala za 2 točki. In še Estera. Estera, rekli smo že na začetku, da izbor ste naredile same. Kdo je tebi pomagal? Brat Tadej. Brat. Kdo je bil kriv torej, da ni se najboljše obneslo? Pa že jaz. Brat, vedno je kriv brat. Ne, Estera, super sta bila, odrezala sta se. Ti zakaj pa si izbrala ravno njega? Ni bilo koga drugega. Ok, v redu. V sili še brat prav pride, vidite, nauk zgodbe. Hvala lepa, Estera, tudi za tvojo točko, tudi bratu. No, ja, mi pa si bomo v nadaljevanju spet privoščili nekaj predaha. Čestitke torej dame, kot se kaže, niste samo lepe in zgovorne, ampak tudi uporabne korošice, se sem vedela, da je temu tako. Zdaj je čas, da preverimo, kako ste se odločili vi. Namreč posebna ekipa bo v nadaljevanju pobrala glasovnice, tako kot ste spisali in se odločili, tako bo, naj se zgodi torej tudi vaša volja. No, nas pa bodo vmes, med tem, ko bodo pobirali vaše glasove, zamotili še rakuni. Niso nič pomembna, če si človek dobre volje. Vsak si najde svojo družbo, pa je sil lahko le bolje. Hrana klapa smo za hic, što se jim pa resno stvar. Saj da bil je svoj zato, da se nam je lahko lepo. Skupaj družimo, vsak je pustil jasno slik, da lahko vam služimo.
Puni smo res dobre volje in mi to znamo res najbolje. Še naprej bomo skrbeli, se trudili vam lepo peli. Puni smo res dobre volje in mi to znamo res najbolje. Še naprej bomo skrbeli, se trudili vam lepo peli. Še naprej bomo skrbeli, se trudili vam lepo peli. To me pa veseli, Da smo le zbrani vsi, da res prepivamo, flaške nalivamo. naj bo k vam prišli, Če grih nam dostili, prav veselo vam, hočem le zapet. žalost me kar teži, Želja me izsuši, revšna pa stiska me, vroče je le srce. pa nagne mošta glas, In z glaškom govorim, da si z kapljico srce ohladi. Tukaj je dobrobit, ker imajo moč zapit. Pri polni kašici smo prav bogati vsi. Dobija svinjen bil, bi škofov zelenil. Kakor kralj bi se takoj časih pustil. Dobija svinjen bil, bi škofov zelenil. Kakor kralj bi se takoj časih pustil. Tako, spoštovane dame in cenjeni gospodje, napočil je čas za tisti ta slovesni trenutek za krst letošnjega mošta. Spomnili se bomo tudi njegovega zavetnika, se mu poklonili, da bo mošt dobro držal, da ne bo šel takoj v kolena ali glavo in da bo s svojimi blagodejnimi učinki na zdravje v zmernih količinah razveseljeval vse Korošice in Korošce in vse ljudi dobre volje. Prosim, če k sodu pristopite, spoštovani gostje, vsi župani koroških občin, predvsem Mežiške doline, ter seveda predstavniki vseh občin, ki ste nocoj z nami. Naj se pri krstu, pri samem sodu pridruži tudi spoštovanjem vabim k odru državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Tanja Strniša je nocoj z nami, z vsem dolžnim spoštovanjem dobrodošli tudi vi k sodu. Pa predsedniki ostalih sadjarskih društev so nocoj z nami, predsednik čebelarjev ter predsednica kmečkih žena. Prav vsi našteti, prosim, če se zvrstite pod odrom. Dajmo jih pospremiti z enim aplavzom, da se približate čim bolj, prosim, k sodu. Saj veste, kako to gre.
Za nekaj besedne popotnice pa bo poskrbela tudi zaenkrat še vedno aktualna mošna Dčva 2016 Nika Kotnik. Preden pa ji dam besedo, pa seveda se bo pri sodu zvrstil še predsednik Sadjarskega društva Mežiške doline, gospod Peter Račelj, ki bo v sod pipo tudi zabil. Zdaj pa Nika, beseda je tvoja. Ja, leto je za mano, kandidatke so se kar dobro odrezale. Jaz jim, kjerkoli že bo, želim res eno lepo leto, da bo zastopala našo koroško pijačo, mošt in da ga bo res rada pila. Lepa Nika. In naj v imenu organizatorja, preden Peter zabije pipo, povabim še vse spoštovane goste in gostje, da pridete malce bliže in da se potem tudi pri mikrofonu dobimo, da nazdravimo s koroškim ponosom, sveže krščenim moštom. Kakšno besedo bo dodal tudi Peter Račelj. Prišli smo do trenutka, ko prosim, da ostanete in se napolnite kozarce, da bomo lahko skupaj krstili naš sladek mošt v naš koroški mošt. Zraven bo zazvenela tudi pesem, ki jo bo pospremila etno skupina Rakuni. Pesem imate na mizah spisano, tako da lahko mirne duše tudi pomagate. Rakuni, pa dajmo torej. Monika, čakaj. O vinu, kjer imajo ga, navdušeno pojo. Pri nas je mošt in daje ga z dobrotno kmetroko. Iz hrušek, jabolk in lesnik naš mošt naprišamo. Pri delu nam je pomočnik, pa zlize tudi glavo. Sonce žge v poletni čas, potimo se v bregi. Pa z grčo kmet pozdravi nas, ker bi zažejo vsem. Sosidu večkrat sosedli, ta boljšega dobi. Pri moštu se srci odpre, beseda se sprosti. Strojna naša mošten kraj, tu pije ga vsakdo. Če zmanjka ga šele tedaj, se spomni na vodo. In sončni tašen Danijev od strojne dovleži. Po moštu vedno je slovel in še naprej slovi. Po moštu vedno je slovel in še naprej slovi. Hvala lepa in na zdravje seveda vsem, spoštovana druščina. Predvsem pa bom naše eminentne goste zdaj na tem mestu poprosila, da kakšno besedno popotnico tudi nanizamo skupaj našemu sveže krščenemu moštu. Kot vse kaže, bo gospod Matic Tasič, župan Prevalj, prevzel krmilo. Izvolite, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. V imenu županje iz Črne, v imenu kolegov županov, vas vse skupaj lepo pozdravljam in želim prijeten večer tukaj na Prevaljah, v naši lepi dvorani družbenega doma. Želim, da bi se prijetno počutili in na zdravje. Na zdravje, to smo čakali. In še gospa državna sekretarka bo seveda pristopila k besedi. Gospa Strniša, tudi vas lepo prosimo za par besed popotnice svežemu moštu. Lep večer
in lepe pozdrave prinašam z Dolenjske. Pri vas sem bila že večkrat na kmetijah, na kmetijskih zadrugah, na kakšnih čist resnih okroglih mizah in danes prvič na eni taki veseli in lepi prireditvi in se počutim čisto domače. Mošt je zelo podoben našem cvičku. In zdravje. In ker je za mano kar dolga pot, ne toliko kilometrov, ampak vse veste, kakšne so ceste, dobre in slabe, pa kislo jesensko vreme. Sem tudi z veseljem pojedla košček štrudla in v naši občini, sem doma iz Dolenjskih Toplic, imamo državno razstavo in ocenjevanje vsak oktober jabolčnega zavitka, tudi mi častimo jabolka, tako da kmečke ženske, tiste, ki ste pekle današnje štrudelke, je res dober, vabim, da tudi pridete k nam na obisk. Za konec pa še to. Danes sem spremljala 3 kandidatke za moštno dečvo in vse so ta prave, vse so pogumne, močne, ta prave kmečke, ta prava kmečka dekleta, z veliko volje in prihajajo z gorskih kmetij, kjer življenje ni lahko, tako da karkoli bojo probale v življenju, česarkoli se bojo lotile, bo lažje najbrž kot ali pa bojo na to pripravljene. Vsem čestitam za pogum, vsem čestitam za talente, ki so jih danes pokazale in seveda, ker potem mogoče ne bo več priložnosti, tisti, ki bo dobila največ glasov, ki bo dobila največ vaših simpatij, pa še posebne čestitke. Zdaj pa imejte naprej še lep večer in na zdravje z moštom odličanje. Hvala lepa, na zdravje tudi vam. Z nami je državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Tanja Strniša. Torej na zdravje še enkrat več vsem skupaj. Hvala lepa vsem eminentnim gostom. Nazdravili smo, zazvenela je pesem in zdaj je svež mošt krščen. Predlagam, da mu tudi zaploskamo. Med nami pa je tudi mlada kmetica leta, gospa Tatjana Ledinek, ki je letos pridobila laskavi naziv, obenem pa je tudi predsednica kmečkih žena, ki so mimogrede splekle tudi štrudel Mežiške doline, pa predlagam, da ji kar predamo besedo. Gospa Tatjana Ledinek, tudi vas vabim k besedi. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu kmečkih žena Mežiške doline. Ko gledam te 3 kandidatke, podoživljam svoje tekmovanje iz septembra, ki je bilo zelo pestro v Gorjah pri Bledu. Tam sem zmagala, danes moje srce bije za Podgoro. Žal, tam je tudi moja kri, tudi sama sem s Poduršle gore. Vsem vam želim en prijeten večer, prijetno druženje tistega, ki ga je med nami vse manj. Dela je veliko na kmetijah, tako da danes si privoščite, poklepetajte. Tam zadnji imamo še malo prostih mest, da se lahko tudi malo prisedate, da bomo še lažje poklepetali. Pa lep večer. In ker brez čebelic ni življenja, bom prosila še Rudija. Rudi, Vogel, pridite nam še vi položiti kakšno na srce ob krstu mošta. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa v imenu vseh koroških čebelarjev. Tako kot brez čebelic ne gre, danes ne bi peli mošta, štole čebelice ne bi vprašile teh naših jabolk, tako da letos kljub pozebi je bo neki, tako da bomo danes tudi mošt pili. Vsem skupaj bi zaželel danes en lep večer in pa veliko veselja. Hvala lepa. Tako, spoštovani, zdaj lahko nadaljujemo zabavo. Hvala lepa tudi vsem, da ste se pristopili k svežem moštu. Hvala županji Črne, Romani Lesjak in seveda tudi županu Kreblu. In še imamo predsednika sadjarskega društva Muta, gospod Štaher, predsednik Bobovca. Boste še vi zabelili eno, za vsaj za nazdravje, dajva. Dajmo, zdaj smo ga izzvali, zdaj dajmo še. Torej, en lep dobro večer tudi vsem v imenu sadjarskega društva Bobovec, da pa ne rečem samo v imenu sadjarskega društva Bobovec, jaz mislim, da kar v imenu vseh 3 sadjarskih društev, ki smo verjetno člani tudi tu iz Dravske, Mislinjske in pa seveda v Dravske doline smo
dve društvi, eno pa iz Slovenjgradca, tako da vsem, v imenu vseh vam voščim en lep večer in pa na zdravje. Hvala lepa. Tako, spoštovana druščina, zdaj lahko zapustite sod. Bomo poskrbeli, da pride vsebina do vas. In preden nam za voljo mošta vse preveč fajn rata, potrebujemo še nekaj trezne presoje za zmagovalno moštno dečvo. Zdaj bodo znova še zadnjič vse tri ustale, dvignile ta zadnje in se predstavile s svojimi najlepšimi nasmeški. No, eno bo v nadaljevanju krasil tisti najbolj ta Prešeren in najbolj sladek. En aplavz torej še enkrat za vse tri kandidatke. Kandidatko številka 1, Urško Bricman iz Podgore Skotelj. Kandidatko številka 2, Špelo Uran, prav tako iz Podgore Skotelj. In še en velik aplavz za kandidatko številka 3, Estero Kotnik s Pameč, Slovenjgradec. Prosim, drage dame, da stopite malo bliže, zdaj ste tako ozadji grele gajbice. Na odru pa naj se mi pridruži še predsednik sadjarskega društva, Peter Račelj. Peter je danes izjemno zaposlen mož. Jaz upam, da mu je že uspel ta hiter krog s ta hitrimi nogami izpod odra na oder. Ali pa se je vmes zataknil pri šanku, tam pa čas čisto drugače teče, saj veste. Peter Račelj. Se počutim, kot da kličemo Miklavža ali Božiča, koga že, dedka? Peter okej. Ni bilo treba tako dolgo. Evo, tako, strokovna komisija, vi boste tudi malo dvignili gajbice z gajbic. Sedeli so na... Oni so sedeli na stolih, tako ja. Sem vedela, da bom dolbe pritožbo, takoj z leve. No, tako, zdaj pa smo torej tam, kjer ni več muh, celotna strokovna komisija tudi, Petra Potočnik, Milan Iršič in Konrad Dihpol. Vi pa mi boste seveda predali rezultate, jaz vem, da jih ima najlepši del, torej Petra Potočnik, prosim, če mi jih izročiš. In preden mi Petra res pritakne tele lističe v roke, ki nosijo tudi odgovor, ki nas vse skupaj nocoj zanima. Naj predstavim še vse naše prijatelje, donatorje in sponzorje, ki so tako ali drugače pripomogli k letošnji moštni gavdi. Iskrena hvala torej občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna, občini Ravne na Koroškem, podjetju Simetal Ravne, Jasni Gamze, kmetiji Dvornik, gostilni Brigita, turistični kmetiji Mikel, Forma Film Rado Žaže, Vabo d.o.o. Slovenjgradec, Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, mehanizacija Miller d.o.o. Krajevna skupnost Trojnska reka Ravne, Mravljak Jože, podjetje Kom, Stanislav Dolar, prevozništvo, Interlog d.o.o. Petrič Prevalje, NCM d.o.o. Otiški vrh, Kabelska TV Ravne, gostilna Brančurnik, lesarstvo Žaže Ravne, cvetličarna Iksija Prevalje, Društvo kmetic Mežiške doline, Salus Mežica, izletniška kmetija Spodnji Lečnik, gostišče Marin Prevalje, studio Ansara, Jaka Kotnik SP, Baltič, pizzerija Škufca, Žaga Travnekar, Janez Žaže SP, gradbeništvo Temnikar, kmetija Hudobnik, Ferolin Mežica in prijatelji iz Neretve. Prav lepa hvala vsem, ki ste prepoznali našo trud, našo pomembnost tega dogodka za Koroško in ki ste pomagali opremiti tudi z darili novo moštno dečvo. Dajmo si zaploskati. Da boste še naprej cenili tisto, kar je naše, avtohtonega in koroškega, seveda posebna zahvala tudi Jasni Gamze, ki nekako kar ne zmanjka idej, kako opremiti in obleči in odeti novo moštno dečvo. Že zadnja leta sodeluje z nami in prav odlično igre, kot ste lahko videli tudi na še vedno aktualni Niki Kotnik. No tako, zdaj pa k zmagovalkam. Drage dame, vse tri ste nesporno zmagovalke, s tem se strinjamo vsi. Vprašanje je le še, kako dobro smo se uvrstile. Ob rezultatih pa vam bom sproti še zaupala, kaj bodo dekleta prejela za nagrado. Torej, napočil je trenutek resnice. Najprej kandidatka po izboru občinstva, torej katera je zmagovalka po vašem mnenju? Nagrada za zmagovalko po izboru občinstva je bon v vrednosti 50 evrov Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, darilni bon v vrednosti 30 evrov mehanizacije Miller in vaša zmagovalka je Urška Bricman. Urška Bricman je prejela 99 vaših glasov, Špela Uran 88 in Estera 35. Torej Urška, iskrene čestitke za zmago po mnenju občinstva. Tako, in zdaj na tretje mesto, ali že želite k drugi spremljevalki?
Druga spremljevalka prejme leseni soček, 2-krat nočitev in kopanje za 4 osebe v Termah Banovci. To poklanja Društvo kmetic Mežiške doline. Darilni bon v vrednosti 30 evrov mehanizacije Miller, narezek za 2 osebi, gostilne Marin, darilni bon pizzerije Škufca, košarico s kmečkimi dobrotami, ki vsebuje konopljino naravno domače milo in antistresno žogico kmetije Hudobnik, pa polnovredno pirino moko kmetije Mikl in jabolčni sok in eko pirine svedrčke kmetije Dvornik. Število točk v nocojšnjih igrah, ki jo uvršča na 3. stopničko oziroma 3. mesto, je dosegla kandidatka Estera Kotnik. Torej, Estera Kotnik je skupaj dosegla 6 točk. V prvi igri predstavitev 1 točko, v drugi igri vrži obroč 3 točke, v tretji igri ugani naslov skladbe 1 točko in v četrti igri sestavi rožico 1 točko. Naj spomnimo, da je v vsaki igri možno največje število, torej 3 točke, kar se preračuna potem v tole število, ki smo ga dobili. In zdaj ostaja uganka samo še med dvema o uvrstitvi, ali prvo mesto ali prva spremljevalka, kakorkoli želite. Kar se nagrade tiče, drugo mesto prinaša leseni soček, vikend najem apartmaja na Kopah, vabo Slovenj Gradec podarja nagrado, bon v vrednosti 50 evrov Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, darilni bon v vrednosti 30 evrov mehanizacije Miller, 1 kubični meter žaganega lesa, žage Travnekar, darilni bon pizzerije Škufca, malico za 2 osebi, kmetije Spodnji Lečnik in košarico s kmečkimi dobrotami, vsebino pa smo že razkrili. Drugo res, roka na srce, nehvaležno mesto po številu točk je dosegla, oziroma, da tako rečem, prva spremljevalka letošnje močne Dčve, je postala kandidatka Špela Uran. Špela Uran, drugo mesto z 7 točkami, tako majhna je bila razlika med njimi. V prvi igri je za predstavitev prejela 2 točki, v drugi igri 1 točko, v tretji igri 2 točki in še v četrti igri 2 točki za rožico, torej skupaj 7. In zdaj še sam vrh, saj veste, najprej pa poglejmo, kaj nagrada prejme. Za prvo mesto oziroma za močno Dčvo prejme nagrado leseni soček, 5-dnevno bivanje v Termah Banovci, kar poklanja Simetal Ravne. Ogled Koroške iz zraka, poletela bo s letalom za 1 osebo s podjetjem KOM, darilni bon v vrednosti 50 evrov gostilne Brigita, darilni bon v vrednosti 60 evrov mehanizacije Miller, leseno lestev lesarstva Žaže, malico za 2 osebi kmetije Spodnji Lečnik, darilni bon pizzerije Škufca in košarico s kmečkimi dobrotami. In zmagovalka, torej nova močna Dčva 2017, je po mnenju strokovne komisije in torej tudi vas, Urška Bricman. Bravo, kandidatka številka 1, dobila je 10 točk skupaj. V prvi igri za predstavitev vse 3 možne, torej 3 točke, v drugi igri zavrži obroč 1 točko, v tretji igri ugani naslov 3 točke in še v četrti sestavi rožico, saj spomnimo, je bila najhitrejša in najboljša, tudi prejela 3 točke, najvišje število, torej skupaj 10 točk, kar ustreza za prvo mesto. Iskrene čestitke, draga zmagovalka Urška Bricman, in seveda iskrene čestitke tudi vama, Špela in Estera, odlično ste se odrezali. Jasna Gamze je tudi tokrat pripravila posebno kreacijo za dekle, ki bo zastopalo barve Koroške in koroškega mošta. In Jasna Gamze te že čaka, Urška, veš? Ja, lahko greš, lahko zapustiš. Mi pa jo pospremimo z velikim aplavzom. Zdaj jo namreč čaka preoblačenje. In da se torej pripravi, preodene v novo moštno Dčvo čisto zares. Do takrat pa za vas nekaj odlične glasbe. Prihaja ansambel. Bravo, Urška, še enkrat. Urška Bricman, naša nocojšnja zmagovalka. Še enkrat več bomo zaploskali, ko bo seveda tudi izgledala tako, kot mora. Seveda tudi zdaj izgleda tako, kot mora, ampak pol bo imela vse obleko tako, kot mora. In zdaj pa nam bo kot nocojšnji večer polepšal tudi tisti ansambel, ki nas bo spremljal. In igra nam ansambel Naveza. Zdaj bi še pa jaz, naši voditeljci, eno majhno pozornost bi izkazali, pa njeni pomočnici. A sem kako pomočnico? Hvala lepa, odlično, tako bo šlo še lažje z odra. Torej, slišimo se potem, ko bomo vsi skupaj lepo odeti in zaploskamo še enkrat ob fanfarah. Zdaj pa za vas ansambel Naveza. Evo, en lep dober večer vsem skupaj, Korošcem in Korošicam od navezanih fantov. A ste v redu?
Ste veseli, ste zadovoljni z močno dečvo? Ste? To, v redu. Tako, najprej pa bi prosil, da res zaploskate vsem kandidatkam za pogum in da so se borile, tako da prosim za vse kandidatke, ki so prej bile z nami, dajte še en aplavz, no, bojo zelo vesele. Zdaj se nova močna dečva že preoblači, mi pa bomo zaigrali enih par domačih skladb, potem pa seveda sledi ples z predsednikom sadjarskega društva in pa seveda z novo močno dečvo. Vi pa uživajte, imejte se fajn, žurajte ga, ne bomo šli hitro domov, če bo sneg, bomo plužili, ni problema. Imamo tehnika, ko to oblada, tako da ni problem, lejte. Bomo splužili nekako. Ok, domače viže imamo pa Korošci radi, a je tako? Ok, pa gremo s to polko. Pravijo, da to ni nič, te domače viže, da so vse navaden kič, te domače viže. Ko jih pete za srbi, pa se urno zavrti, ob kozarčkih se glasi, te domače viže. Kaj govori za domače viže, enim šico, drugim ne, ti domače viže. Zase bavim eno le, da mi sižejo v srci, da imam jih rad nadvse, ti domače viže. Kdo ima jih rad kot jaz, ti domače viže, naj zapoje na ves glas, ti domače viže, naj odpiva od gora, čez deželo do morja, ti viže, za domače viže. Hej! Evo domače viže, za vse Korošce, tako. A ste slučajno iz bolj daleč, ko iz Koroške tudi prišli, kateri? Ja, a res? A pol ste pa dobrodošli, kaj ne rečem. A res ste, vi ste skoc... Haha, ne verjamem, ja. Vi ste samo malo bolj visoko, ja, se to ne pomeni, da ste v drugi regiji. Ok, gremo naprej. Gremo naprej, naslednja skladba bo ena počasna skladba, v glavnem, tako se počutim, ko na koncertu. Se bomo plesali kasneje, se bomo. Ok, še enkrat se bova srečala pa naslednji valček, samo za vas. Gremo. Še enkrat se bova srečala in tedaj me ne sprašuj preveč. Mnogo sem ti že povedala, časi so besede res odveč. Še enkrat me pelji daleč proč, da pozabim čisto vse. Kot trenutek mine s tabo noč, zjutrom se razbline upanje.
ko si prvič nižno me objel. Morda videl si, da ne bi smel, vendar žal mi ni, kar je bilo, saj srce hotelo je tako. Še enkrat, tiho reci mi, da sem tvoja, da imaš me rad. Še enkrat, verjela rada bi, da v besedah tvojih je pomlad. Še enkrat, verjela rada bi, da v besedah tvojih je pomlad. Hvala lepa. Tako, zdaj pa mislim, da je vse pripravljeno, da proglasimo še uradno novo, torej močno dečvo. Spoštovani gostje, prihaja moštna dečva leta 2017, Urška Bricman. Tole je dama, ki bo glas o moštvu ponesla v svet in naslednjih 365 dni v letu je njenih. Najprej bo slovesno čestital v imenu organizatorja predsednik Sadjarskega društva Mežiške doline Peter Račelj, ki bo seveda tudi dal kakšno popotnico in kakšno navodilo, kako kot moštna dečva ravnati. Ja, jaz bi še enkrat čestital Urški za to, kako se je predstavila, bila odlična in upam, da bo tudi naprej zastopala naš koroški mošt, to, kar mislimo, s katerim namenom izbiramo našo moštno dečvo. Hvala lepa. Pravkar pa se je mandatno leto izteklo tudi za lansko moštno dečvo Niko Kotnik, ki jo prav tako vabim na oder, da naslednici preda svoj venček in ji prišepne kakšno besedo spodbude za začetek. Nika, saj se gotovo še kako spomniš lanskega tvojega. Kaj bi torej svetovala? Urška, prosim, poslušaj. Urška, bodi to, kar si, ker ti bo tako šlo najboljše tam leto, pa Facebook bojo petja mošta. Tako, Nika ji bo predala tudi venček. Čestitke novi moštni dečvi, seveda ji bodo čestitali tudi člani strokovne komisije Petra Potočnik, Milan Iršič in Konrad Dihpol. Vi pa boste lahko naredili kakšno fotografijo, da pospremimo tale dogodek v večnost.
Čestitke torej novi moštni dečvi Urški Bricman in vse dobro v njenem, da tako rečem, moštnem letu. Čas bo pokazal, kako dobro ga bo nesla in koliko ga je sposobna nesti, kar se mošta tiče. Zahvala seveda tudi vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, cenjeni gostje in seveda vsem sponzorjem, donatorjem in prijateljem moštne dečve. Hvala strokovni komisiji, moji pomočnici Nadi, Peter. Hvala tudi članom etnoskupine Rakuni, pa Janezu Kumru in vsem, ki so sodelovali, Bicama z Libelič, ki sta sodelovali tudi v našem nocojšnjem programu. V imenu organizatorja vam še naprej želim kar se da lep sobotni večer in kot veleva tradicija se bosta na prvi valček ansambla Naveza v nadaljevanju zavrtela nova moštna dečva Urška Bricman in predsednik Sadjarskega društva Peter Račelj. Vsi ostali seveda pridemo na vrsto kasneje. In kot bi rekel Jože Jeseničnik, če mošt ni najbolj tak, kakršnega bi si želeli, je takega dal Bog. Če pa je izpadel bolje, kot smo upali pričakovati, tistega pa se nikar ne pozabite pohvaliti, da ste ga sami naprešali. In ne pozabite, ko boste potrebovali kaj za dušo, je najhitrejša rešitev, tako svetujem Janja Širnik, da spiješ enega na dušek, na eks. Probajte, deluje. Če ne, ponavljajte, dokler ne zagrabi. Pa srečno in na zdravje ob koroškem moštu in vse dobro novi moštni dečvi Urški Bricman. Hvala lepa. Vam pa, spoštovani, prijeten in vesel večer in jutri čim manj naporno nedeljo. Evo takole še en bučen aplaus, ne tak bučen, ne tak sem mislil, face bučen, ja, tako. Ali pa, ne vem, glasen, tako. Izvolite, samo za vaje bo naslednja skladba. Izbrali ste se jo, mi smo zelo veseli, ker je naša, tako da uživajte v plesu, potem pa seveda povabimo vse ostale še na plesišče, da se veselimo in da ga gaudamo, ne, prej se nek žuramo, gaudamo ga do konca. V redu, če lahko bi me slišala, izvolite in iskrene čestitke. Včasih mislim, da Bog mi je glas podaril za to, da pel bi za njo in da pesmi ljubezen rodi, da brez nje se prav nič ne zgodi. Včasih čutim, da v prsih tišči me nekaj duši, zato ker je ni. Gledam vrata, ki sere odpro, čakam noč za nočjo. Včasih tečem po istih stezah in nosil lahko bi njo na rokah, a v spominih se bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapel, pozabil na vse, se dobro imel, a brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo kodrasto bi nagnila, po strani me gledala. Še pogrišam sijaj v očeh, še pogrišam iskren nasmeh, naj gre pesem za njo o tistih neznanih poteh. Včasih tečem po istih stezah in nosil lahko bi njo na rokah, a v spominih se bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapel, pozabil na vse, se dobro imel, a brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo kodrasto bi nagnila, po strani me gledala.
še pogrišam sijaj v oči, še pogrišam iskren nasmeh. Naj gre pisem za njo po tistih neznanih poteh. Še pogrišam sijaj v oči, še pogrišam iskren nasmeh. Naj gre pisem za njo po tistih neznanih poteh. Bravo, evo tako, prebili smo led, še enkrat iskrene čestitke. Zdaj pa seveda povabim vse ostale na naslednji ples, na naslednjo polko. Kot vidite, nas zebe glih ne, no, čeprav napovedujejo mrzlo noč. Nam je vroče in mi želimo, da bo tudi vam vroče in to od plesa. A smo pripravljeni na naslednjo polko, ker obdrži harmoniko in gremo. Nocoj je druga rekla mi. Vabeni in uživajte. Če dolgo boš izbirala zaladiklica, pa to štela več ne boš, ostala brez moža. Sem dolgo hodil za teboj in verjel ti vse. Zdaj sem končno le spoznal, da ne ljubiš me. Nocoj je druga rekla mi tiste 3 besede, se mi zaman želel slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolel, zjutrom boš odšla. Če dolgo boš izbirala zaladiklica, bo lepota kar čez noč nas skrivaj odšla. Igrala se z ljubeznijo, takrat več ne boš. Vatjere pozabijo, okenca brez rož. Nocoj je druga rekla mi tiste 3 besede, ki se mi zaman želel slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolel, zjutrom boš odšla. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolel, zjutrom boš odšla. Vem, da bom te prebolel, zjutrom boš odšla. Evo, takole. A še vam ni do plesa, ste utrujeni? Ne, niste utrujeni, mi malo slabše vidimo, ko nam tete luči šajnajo tu natar, vidite kak je. Tadej bo na koncu špila tako bi Jon Celarija prišel, ja. Samo naš Istok, on ko je najnovejši član, ne bi lahko rekli, no sej, najnovejši pa enakopravno, ne. Jaz bi prosil, če mu kdo da kaj mošta za pit, zato ker on je še najbolj zelena, vete, in mora malo dozoreti, ne. Pogledajte, kak bled je, ko ga je strah Korošcev, predvsem pa ga je strah Korošic, samo ni tak naporno, ti jaz povem, no. Ko se navadiš, mislim, pa če celo življenje s tem živiš, je v redu, veš. Glej, ti zaupam, ti že veš. Ja, okej, jaz že vem. Tako, gremo na naslednjo polko, na en dan bo kar naslednja polka za vse tiste, ki ste se ali pa se boste pred kratkim, ja, ali pa se boste pred kratkim poročili, ali pa ste se pred kratkim poročili. Tako, smo pripravljeni? Okej, Mitja, tebi je tudi vroče. Ein bisschen. Gremo. Prepolna miza in svatovstvo,
se veselijo, prepivajo. Tek sebi stisnem, zavriskam si, zdaj vem, da končno le moja si. Tvoj strogi oče pa kar sedi, solzi požira in reče mi, lepa si danjo, pokažem ti, če moji punčki se kaj zgodi. Živiti s tabo bo kot praznovanje, nocoj začel živiti bom pisanje. Daj Bog, da nama močna griva vanje, zgradiva skupaj si svoj svet. Že sonce vstaja, pomladni čas, ko brisk razlega se skozi vas. Naročje svoje te stisnil bom, čez prag ponesel te v najin dom. Živiti s tabo bo kot praznovanje, nocoj začel živiti bom pisanje. Daj Bog, da nama močna griva vanje, zgradiva skupaj si svoj svet. Si pred oltarjem mi obljubila, da vedno z mano boš kot dobra vila. Dokler ne srečam tebi z vratarja, tvoj angel sreče bom in tvoja pravljica. Dokler ne srečam nebi z vratarja, tvoj angel sreče bom in tvoja pravljica. Tvoj angel sreče bom in tvoja pravljica.